Toliko dela še nismo imeli na med pripravami na sečno nevarnih vej nad ljubljanskimi ulicami, pove poklicni sekač Andrej Štalekar. Dela od zore do mraka. Dela ogromno. Več kot običajno, ne? Več kot običajno. Koliko več? Odstotkih 70. Čeprav sekajo v mestu, zna biti tudi tu delo nevarno in stresno. Kljub temu, da delavci pri čiščenju dreves tvegajo svoja življenja, pa se vozniki velikokrat požvižgajo na to. Tako nesramni, da sploh ne mislite, kaj se lahko zgodi, ne? V tem trenutku, ko se veja reže, da niti noče ustaviti, niti a veš, kar rinejo naprej in poj se razburjajo, zakaj pa kako, pa da mu se mudi, ne vem kam, in težko je delati, res. Kljub temu se trudijo, da bi nevarno drevje čim prej pospravili, ves posekan les odpeljejo na deponijo na obrobju Ljubljane. To je material od žledoloma. Tako to zgleda, ne pač. Mešano vejevje. Tam ga zmeljajo in večinoma pripravijo za kurjavo. Je pa vlažnost visoka, ne, in za drugo ni primerno. A bo zdaj cena lesa, pa cena kurjave, pa cena, rekla ste, ivernih plošč, kaj bolj padla, ker bo več materiala na trgu? Seveda, to je logično. Glavnino odpadnega drevja pričakujejo takoj, ko žled popusti. Tudi v gozd bodo ekipe napotili šele, ko se vremenske razmere umirijo. Čeprav je za navadne smrtnike čiščenje gozda nepredstavljiva zagata, se prekaljeni gozdarji ne bojijo težav. Še vedno nam lahko pomagajo tujci. Imamo primer izpred par let nazaj, ki je v Franciji padlo 10krat več. 60 milijonov. In kaj se je zgodilo? 1000 nemških firm je prišlo v Francijo delati. Nobenega problema. Noben, tako. Za nas ni v bistvu nič hudega. Dokler si živ, ni katastrofe, a ne? Pa tudi polje ni, a ne? Saj življenje gre naprej. Zaradi ogromne količine odpadnega lesa, ki ga bodo morali očistiti in predelati, bodo vtisi zagotovo okrepili ekipo. Najprej bodo zaposlili 3 ljudi, ko bo žled popustil in bo treba v gozd, pa pričakujejo še dodatne sile, ki bodo kos temu zgodovinskemu uničenju.